Leta 2018 se je največja avtomobilska znamka na svetu odločila, da postane znamka za mobilnost, ne več samo proizvajalec avtomobilov. In šef znamke je rekel, da to pomeni mobilnost za vse. Zdaj sem v Parizu, kjer so ravno kar minile olimpijske igre in se zelo kmalu začnejo paraolimpijske. In jaz imam posebno čast, da lahko preizkusim njihove rešitve za mobilnost, zato se lahko pustim zapeljati na malo drugačen način. Tole je Ju. Prvi in edini na svetu, zato ne more še peljati mene, ampak tole lutko, je pa zelo zanimiv, ker ima zadnji tale poseben stabilizator in se ne more prevrniti, ko pelje celo po stopnicah gor. No, Epur je firma in tole je sistem drift, pri katerem lahko zaviraš, brez da si zažgeš dlani. Evo, čisto enostavno, samo dotikaš se obroča. Kar je lepo, čisto enostavno. Evo, Gini je pa model vozička, ki se sami izravnava, tako kot Segway. Tole enostavno, v bistvu ful zabavna zadeva, sam se res uravnavaš, zavijaš pa takole s krmilom. 65 kg tehta, gre 15 na uro, če si malo bolj pogumen kot jaz. Prevoz 24 km in se brez težav pelje celo v klanc. Evo, tole je pa Will, torej avtonomni voziček, ki me pelje tja, kamor sem si sam izbral. Zadeva gre tako lepo, uporablja se pa v muzejih, pa na letališčih, v Tokiu, recimo na letališču Haneda. In če bi slučajno zdaj bil karkoli, kar je pred mano, bi se takoj ustavil, počakal, da se ta ovira umakne in potem gre naprej. Tako da jaz sem zdaj dal, da gre na pijačo. Razvili so tudi skuter za hojo, sedeč ali pa stoječ, ampak meni se še veliko bolj dopade tale ideja, ko na običajen voziček pritrdiš neke vrste vlačilc, električen, in potem zadeva lepo vleče vse do 8 km na uro. Tale bi šel pa lahko celo 20, če bi ga odklenil. Res se lepo pele. Kolega! Tole je pa športna izvedba, GR Yoshi, da se lahko malo pokažeš pred kolegi, ker je taka huda izvedba, karbon, tukaj so take hude lučke, pa kar 750 W motor, torej 3-krat močnejši od unga. Sem ta še nima certifikata, tako da se z njim še ne smem peljati. Ampak jaz sem tukaj tudi zaradi avto in tukaj bom na lastnih rokah preizkusil prihodnost. Toyota ogromno vlaga v vodik, ker verjame, da je to tista prava prihodnost. Pokazali so tudi kolo na vodik, pa tovorno kolo s sladoledom na vodik. Posebej smo se vozili s katamaranom na vodik, do dirkališča tukaj v Druju smo se pripeljali z avtobusom na vodik, zdaj pa bomo peljali še avte na vodik. Cilj Toyota je bil, da je na olimpijskih igrah v Parizu pol manj izpustov kot pred 3 leti v Tokiu. Seveda niso vsega dosegali samo z vodikom, ampak z raznoliko ponudbo vozil in to je tista prava prihodnost po mnenju Japoncev. Tudi elektrika, jasno, ampak za začetek pa hibridi, sintetična goriva in kasneje tudi vodik. Zdaj pa dežek začel padati. Vse naredi sam. Nisem se še peljal v dirkalniku, oziroma v športnem avtu, ki bi takole hitro peljal, pa baje, da sem mu ful zmanjšal, ker gre baje še veliko hitrej, samo zaradi naše varnosti sem mačko zmanjšal, ampak nič ne dela, evo, vse samo. So what we really believe is that AI can help amplify people, help make your driving experience safer, help make you more confident, and help you generally just have more enjoyment in the car. And so that's how we think about using AI in cars. Drifting is really an example for us of a challenge problem, which is really the skill that we're trying to learn is limit handling, controlling the car when it's sliding. And the reason we want to learn that is it's very useful in a lot of challenging safety critical situations like hitting a patch of ice or having to do aggressive lane change. Those are generally where average drivers struggle, but expert drivers have this really good skill to be able to handle the car and slide it in order to avoid these situations. And so we want to bring that skill to the average driver. And so we can get an AI to have that skill. We think we can then use the AI to help an average driver deal with these challenging situations. Tole
prva zabava danes. Litrski trivaljni motor z notranjim zgorevanjem, not pa zgoreva vodik. Tale buggy je ena taka zelo zabavna reč, leti kot sneta skira, ima pa drugače samo 88 konjev. Zanimiv pa je, da je osnova od Yamahe, potem je pa Lexus predelal vzmetenje, pa seveda motor. Tako da dirkanje na najbolj čist možen način. Pa še zgleda dobro. Tole je pa zmagovalec relija Dakar, s katerim so se kar pelil. Dobri 400 konjev z restriktorjem, 6-valjni motor biturbo, gorivo je pa sintetično, pridobljeno iz obnovljivih virov, evo, tukaj piše. Izkušnja, pač nekaj najhujšega, kar lahko. Sploh da je čez kot nek ljubitelj avtomobilov in vsega skupaj. Teren, ni važen kakšen je, kamni, pa kopoj, hitrosti pač neverjetne, tako da izgleda od daleč. Wow. Obviously, it has a hybrid system on the front, so it's a four-wheel drive car. We have the battery inside, so of course the power it delivers and the speed and the fuel efficiency is pretty impressive. Obviously, slightly detuned compared to the times of LMP1, and clearly Toyota, has been involved in the hypercar or LMP1 since many years, over 12 years now. I've seen the evolution. And when you think that those cars can do close to 6,000 kilometers in Le Mans with no issues, it's really impressive when you compare it to Formula One, and they do 350 kph on the straight. So again, all those things together makes it a special car, because you go through the night, the cold, the rain, the dry, all conditions. I think it's a great technology, and I think it needs to be pushed to the limit. No, zdaj pa realnost. Sicer v življenju še nisem vozil Hiluxa po dirkališču, ampak vse enkrat prvič. Glavno, ta avto baje vozimo prvi, ni ga še bilo do zdaj, čeprav sem ga že videl v živo. Bo pa prvi, bi lahko rekel, mikrohibrid na osnovi Hiluxa. Samo 48-voltno omrežje ima, torej mu ena manjša baterija majčkeno pomaga, nima pa prav električnega pogona. Vse skupaj zato, da bo majčkeno bolj varčen, predvsem, da bo določene emisijske razrede lahko dosegel. Dobro, avto pač ni za sem, v osnovi pa Hilux fantastičen pick-up. To je drugače vse umetno, ker avto sam ne oddaja praktično nobenega zvoka, tako kot vsi drugi električni avti. Toyoto Mirai peljem samo zato, ker je še nisem. Poganja ga seveda vodik, tako kot sem rekel. Ima, mislim, da okoli 4 litre vodika, s katerimi lahko naredi do 600 km na elektriko potem, ker iz vodika se tule not proizvaja elektrika in potem električni motor, ki ga poganja avto sam. Ima pa 182 konjev in pogon na zadnji kolesi. Ja, zelo udobna zadeva, ni to nekaj za neko hudo dinamično vožnjo. Mačkaj že zastarelo noter deluje kakšna zadeva, ampak v osnovi je pa udoben, pa tudi kar prostoren. Ok, ta Hilux je tudi prototip na vodik, ima gorivne celice, 3 vodikove komore po 2,6 kg so shranjene zadaj v kesonu, z njimi pa ne bi prevozil okrog 600 km. Osnova pogona je enaka kot v Miraju, torej ima 182 konjev, pogon je na zadnji kolesi, največji izziv pa bo vlečna zmogljivost in pa 4-kolesni pogon. Ne vemo pa, če bo kdaj na trgu, sploh, ampak kakor sem izvedel, naj bi bil. Ta Hilux je pa električen, prototip, s Tajske, zato ima volan na desni, in se tudi ne ve, če bo kdaj dejansko na trgu, namenjen je testiranju. Lahko pa povem, da ima okoli 60 kWh tale baterija, to je za doseg baje tam okoli 220 km, pogon je pa tudi samo zadaj. Te pogone testirajo zato, da vidijo, kako se sploh obnesejo, in če se bo pojavila potreba na trgu, bo Toyota dejansko pripravljena, tako da jih bodo lahko zelo hiter potem tudi dejansko lansirali na trg.
Evo, zadnji krog pa naredimo še Supro, sicer je začel deževati, ampak ok, je pa to GR Supra, kar pomeni, da ima ročni menjalnik, zadeva zelo lepo gre, poganjajo pa sintetično gorivo in zato je tudi ta avto na tej predstavitvi. Ampak vedno gre užitek voziti, to je dejstvo. Zdaj se pa tako počasi peljem zaradi tega, ker sem že v ohlajevalnem krogu. Prejšnjega sem pa mogel biti tih, ker mi je inštruktor razlagal, kako smem voziti, ker dežek pada, pa je bilo majčken strah. Sem tole, pa bila ena huda zadeva, Ful. Veš, sem imel občutek, da so hodili prav vse pokazati, kaj znajo, ne? Pa že tako obvladajo avte, ki jih izdelujejo in pač jih tudi mi skozi testiramo kle doma. Čeprav tisti dirkalnik za Dakar, ne, to ti pa malo zavidam. Ti so pa res nora vožnja. Sicer kratka, ampak nora. Ampak to te v bistvu čisto še ostavi, ne? Ne. To se peleš in pol tako vidiš pred sabo skalo in sam od spod zmelje je on plune od zadnji in avto leti naprej. Ampak kdo te je pa vozil to sploh? To je Seth Quintero, ameriški dirkač Gazoo Racinga, drugače me je pa veš, kdo še vozil? Sebastian Buemi. Opa! Poznaš? Je Švicar, ne? Ja, francosko govori, Ja, oui, drugač nekdanji dirkač Formule 1, danes v Le Mansu in ko me je on peljal, ne, dež, čist brez zavor, veš, sem rekel, sej mislim, da znam peljati, ne, ampak ko te pa on pelje, pa rečeš, veš, vsaj na 3 stopnje mi manjkajo.